Srčno pozdravljeni pri novi oddaji podcasta Infinite Storyscapes kulturnega društva Interferencen. Današnja gostja je gospa Susanne Weitlana. Gospa Weitlana je dvojezično odraščala v Gradcu in študirala slovenski in ruski jezik. Čeprav poučuje slovenščino tudi na gozdarski šoli v Puka-na-Mur, v svojih številnih funkcijah oblikuje možnosti slovenskega kulturnega življenja in omogoča dostope do osvajanja in predvsem ohranjanja slovenskega jezika na Štajerskem. Na manjšinskih pogajanjih in srečanjih na visokih političnih ravneh je pogosto edina ženska za mizo. V intervjuju s Katarino Vakovnik-Pajnič pripoveduje, kako je zrasla v in s svojimi vlogami. Kako in zakaj se organizacijska struktura govorcev slovenščine na Štajerskem razlikuje od tistih na Koroškem? Kje se na Štajerskem govori slovensko? Katere ovire je treba v tem premagati? Kaj Susanne Weitlana očara? In kakšen osebni cilj si je zadela? Poslušajte zdaj Katarina Vakovnik-Pajnič v pogovoru Susanne Weitlana. Z nami je tokrat Susanne Weitlana, profesorica slovenščine, predsednica društva Člen 7, predstavnica štajerskih Slovencev in vodja Pavlove hiše v Potrni. Predstavi se nam še malo podrobneje, prosim, Susanna, ob vseh teh tvojih številnih funkcijah, ki sem jih sedaj naštela. Jaz sem rojena v Gradcu, tudi tu doraščala. Moja mama je Slovenka, ona prihaja iz osrednje Slovenije. Moj oče je Avstrijec oziroma on ima južnotirolske korenine, tako da sem tako rekoč prava avstro-ogrska punca. V Gradcu seveda sem imela samo nemško okolico. V šoli je pa vsak vedel, da govorim tudi slovensko. Zame je bilo to samoumevno in nisem nič negativnega doživela glede svoje materinščine. V času ljudske šole in potem nižje stopnje gimnazije sem hodila tudi k pouku slovenščine kot materinščino. In seveda v sklopu tega so otroci tudi sodelovali pri društvu Triglav, kjer so se takrat Slovenci družili in seveda po različnih prireditvah smo morali s kakšno pesmico na pamet ali pa kakšno igro in tako naprej nastopati. Ja, in drugače pa je zame slovenščina začela tam po Šentilju oziroma takrat smo šli še vedno čez Radlje v Slovenijo, ker so bili na Šentilju ogromni zastoji. Tvoja izobraževalna pot, Suzi, kakšna je bila in kdo te je motiviral za vse tvoje odločitve in tudi izbire študija? V gimnaziji sem imela poleg angleščine še italijanščino in na naši šoli so tudi ponudili ruščino, tako da sem se odločila potem še za ruski jezik. In potem pa sem vedela, da ne bom študirala nič tehničnega in naravoslovnega, ampak sem bolj za kakšno socialno, kulturno smer, pedagoško smer. In potem je bilo vprašanje, ali učiteljski poklic ali poklic prevajalca. Tu so me malo ustrašili svetovalci na univerzi, ker so menili, tolmač lahko samo postaneš, če si govorec materinščine. Jaz sem pa mislila, da sem preslaba, da bi kdaj šla v ta poklic, ko da sem to kar potem pustila. In potem je bilo vprašanje poleg slovenščine ali ruščina ali italijanščina. Težko vprašanje, ker oboje mi je bilo izredno všeč. No in potem sem se pa odločila za ruščino. Faktor je bil tudi, da je slavistika bila tako majhen, prijeten inštitut, ne preveč študentov in sem se tam kar dobro počutila. Leta 2018 ste praznovali 20-letnico ustanovitve Pavlove hiše, ki je, najbrž nekateri mogoče ne vedo, edini kulturni dom štajerskih Slovencev in širi informacije o skorajda pozabljeni slovenski skupnosti na Štajerskem. Tu je našlo mimogrede svoj dom tudi veliko koroških Slovencev
ki so po zaključenem študiju ostali na Štajerskem in si tam ustvarili družino. Predstavi nam, Suzi, malo širše vaše delovanje za naše poslušalke in poslušalce, prosim. Ko je društvo začelo s svojim delovanjem, niso mogli se navezati na neko staro kulturno društvo ali pa neko štajersko-slovensko tradicijo, kakšno šego ali kaj takega, ker tega ni bilo več in že prej ni bilo masovno. Tako da smo morali nekako na novo začeti in želja je bila, da je sodobna umetnost, da čezmejno delamo, poleg tega pa imamo tudi tako to raziskovalno smer, da raziskujemo ne samo zgodovino, ampak tudi vse, kar je povezano s slovenstvom na Štajerskem. In to smer so nam tudi domačini očitali, ker seveda Potrna je majhna vas in sodobna umetnost na vasi ni priljubljena, oziroma se vprašajo, zakaj pa mi to rabimo in kaj to sploh je in zakaj se za to troši denar. Ampak to se je zdaj spremenilo, mislim, nekateri so še vedno tega mnenja, ampak Pavlova hiša je res pridobila na dobrem glasu in je tudi za Slovence tam čez Muro oziroma čez Kučenico zanimiva inštitucija in prihajajo na naše prireditve. Poleg razstav imamo stalno razstavo o zgodovini Slovencev na Štajerskem, potem imamo tečaje slovenščine, imamo različne publikacije, imamo zbor Pavlove hiše in potem še literarne večere, koncerte in tako naprej. Torej se je naše delo kar močno razvilo. Od leta 2009 pa Pavlovo hišo vodiš prav ti, Suzi. Kaj te osebno žene pri vseh tvojih udejstvovanjih na kulturnem področju in konkretno v društvu? To je občutek, da lahko v malem nekaj spremenim. Dostikrat niso to veliki koraki, ampak če zdaj tako nazaj pogledam, kaj vse je društvo v zadnjih 30 letih, ali več ste že kot 30 let, postavil na noge, je to marsikaj. Veselje mi je do organiziranja, da nekaj postavim na noge, neka radovednost tudi in vedno znova so neke nove ideje in projekte, ko si mislim, to pa bi bilo zanimivo za našo Pavlovo hišo. Pa tudi stike z ljudmi, da spoznaš nove ljudi, da si v izmenjavi za nekaj ur učim tudi v šoli. Tam je vse bolj neka struktura, ki je včasih tudi fajn, ker nisem jaz ravnateljica in nimam odgovornosti, razen tega, da imam tvoj pouk. Ampak če želiš znotraj šole nekaj organizirati, je veliko več neke ovir oziroma kaj vse moraš upoštevati, koga moraš vprašati, katere obrazce moraš najprej izpolniti. Tega v naši organizaciji ni, torej je dosti bolj svobodno. Seveda pa je na drugi strani tudi to, da ne kot šola avtomatično dobimo nek denar, ampak se moramo tudi boriti za to oziroma pisati prošnje in je veliko tega tudi odvisno, kaj lahko realiziraš in kaj ne, ali pa koliko moraš prestaviti potem na naslednje leto. V svojem predsedovanju si, Suzi, med drugim razvila tudi kooperacije s pomembnimi ustanovami v Štajerski prestolnici, torej da se je slovenska kultura v zadnjih letih tudi v Gradcu zaživela preko delovanja Pavlove hiše. Istočasno pa ste se uveljavili tudi v Radgonskem kotu in pripomogli k izboljšanju odnosa do Slovencev nasploh v deželi. S katerimi projekti oziroma z dejavnostmi vam vse to uspeva, Suzi? Kakšnih pristopov se držite? Neko odprtost, radovednost tudi za sodelovanje in mislim, da smo nekako tudi prisiljeni do neke mere sodelovati, da naša družba ne funkcionira, če vsak samo zase dela in se lahko med sabo tudi krepimo.
V Gracu se je to potem tako razvilo, da smo začeli sodelovati z Rezko Kancijan leta 2008 z Vekram teatrom, ki ga zdaj žal ni več, in smo tu imeli res en tak prostor, kjer smo se lahko tudi družili, imeli dvojezične literarne večere, tudi kasneje lutkovno gledališče za otroke. In tu so se srečevali tako koroški Slovenci kot slovenski Slovenci, ki živijo tu v Gracu. Kasneje je potem se pridružila slovenska čitalnica in eno pride za drugo, potem nove ideje, nove projekte in se zadeva pač počasi razširi in postane več. In kot je naš predsednik rekel, čas je zrel. Ob pravem trenutku in s pravimi ljudmi morda nekaj bolje uspe, kot takrat, ko imaš načrt in bi hotel, da to narediš, ampak ti ne uspe, ker čas ni ta pravi in 2 leti kasneje pa potem teče po maslu. Imate tudi vedno okoli stalno 500 prijav k prostovoljnemu pouku slovenščine. Kdo pa se odloča za takšen pouk pri vas? To so otroci pač iz obmejnega prostora. Vedno več je tudi otrok z slovenskega porekla. Vse so se, bi rekla, od leta 2008 vedno več Slovencev preselilo tu med Šentiljem in Grazem. Potem starši, ki so zainteresirani in ki menijo, da je treba spoznati jezik soseda, morda pa imajo tudi kakšne slovenske korenine. Ja, tako ena taka mešanica, pa mislim, da prevlada to idejo, da moraš spoznati jezik soseda. Med največjimi vašimi in tudi tvojimi osebnimi željami imam občutek, je ureditev regularnega dvojezičnega slovensko-nemškega pouka vsaj na eni od javnih ljudskih šol v Gracu. Lani je prišlo tudi do pobude za ustanovitev prve dvojezične ljudske šole na območju Štajerske. Kako pa se razvijajo ti tovrstni načrti? Ste pri novi graški vladi naleteli na bolj odprta ušesa? Pri županji Kar še nismo bili, ampak upam, da imam še malo časa, ker je ravno zdaj začela s svojim delom. Ampak nimam strahu, da tu ne bi naleteli na odprta ušesa. In načeloma, tudi ko smo začeli 2011-2012 z poukom materinščine in smo se prej seveda pozanimali, kaj je potrebno, ni bilo toliko ovir in nasprotovanj, da je pri tej šoli v Raču je tudi dobro izgledalo, zdaj se je nekje malce zahakljalo, poglejmo, kako bo šlo naprej. Moram reči, da nisem doživela, da bi urad načeloma rekel ne. Tako pa tudi pri vrtcu, pri tej dvojezični skupini, je tudi mesto pohvalilo pobudo in niso bili nikakor proti, pravzaprav obratno. Od decembra lani smo tudi nova predsednica Narodnostnega sosveta. To je slovenski svetovalni organ pri uradu zveznega kanclerja, spravi visoka funkcija na tvoji strani, in vaša glavna naloga ostaja tudi v prihodnje, da ostajava pri temi kakovostna jezikovna izobrazba v materinščini, torej pod geslom od jasli do univerze v slovenščini. V Gradcu ste torej ustanovili prvo dvojezično skupino v vrtcu. Predstavi nam možnosti učenja slovenščine na Štajerskem, torej od vrtca do univerze, prosim. Kot si že omenila, imamo dvojezično skupino v vrtcu v Gracu, v vrtcu Gib-Grabenstraße, to je bolj proti severu Graca. Potem je predtem naše društvo že ustanovilo, jaz osebno imenujem Urica slovenščine za najmlajše, kjer se pač enkrat tedensko dobijo, pa skupaj igrajo po slovensko, pa nekaj delajo, pa pravljice slišajo in tako naprej. Potem pa je večinoma pouk na prostovoljni ravni, to je tako pouk materinščine v Gracu, potem je tudi še v bližini Lipnice en pouk materinščine. In vse, kar je v ljudski šoli ali pa zdaj v srednji šoli, hauptšoli, bivša glavna šola, tam
je vse prostovoljno, torej uro, 2 tedensko v popoldanskem času. Le na nekaterih redkih šolah je slovenščina kot obvezni izbirni predmet. To je na moji gozdarski šoli, potem pa v višji stopnji gimnazije v Patratkersburgu, kjer dijaki iz Slovenije hodijo pač v gimnazijo po zaključeni osnovni šoli in lahko izbirajo slovenščino kot obvezni izbirni predmet in potem lahko tudi maturirajo pisno in ustno iz slovenščine. To je taka posebna izjema na Štajerskem in pa mislim tudi v Avstriji. Ja, vse, kar je na prostovoljni ravni, ni pa neke rdeče niti, da bi rekla, ok, zdaj recimo v Radgoni bi imeli res vse šole, bi imeli vse na razpolago, da bi to vertikalo ponudili, torej vrtec je, ljudska šola je, celo potem gimnazija. Je pa problem pač, da še vedno slišim, kako lepo je, da sem jaz dvojezična, da je slovenščina težka, da je fajn, da Slovenci znajo tudi nemško, da pa vsi skupaj vedno menijo, da je angleščina edini in pravi jezik. Prav tako tudi na slovenski strani, kjer je na šolah vedno več angleščina prvi tuji jezik in nemščina drugi. In se mi zdi v tem obmejnem prostoru bilo fajn, če bi znali pač jezik sosede eni in drugi. Da ostajava pri jeziku, predvsem pri teh dvojezičnih vidikih, kaj še nudi dvojezična Štajerska v slovenščini? Naprimer, v sklopu slovenske čitalnice v Gradcu vabite na spletne prireditve, ki se odvijajo tudi na socialnih omrežjih, med drugim v sodelovanju z Graškim slovenskim študentskim klubom. Kaj še, Suzi? Ne, to je bila koronska izjema, da smo šli na splet. Klub študenta nam je tu močno pomagalo in nasploh moram reči, da tako s klubom, kakor tudi z Društvom avstrijsko-slovenskega prijateljstva zelo dobro sodelujemo. Vsak ima tako svoje težišče, svoje člane. Če gre za sodelovanje, to zelo dobro funkcionira, pa tudi v sklopu čitalnice sodeluje tudi lektor za slovenščino, ki dela na graški slavistiki in tudi tu je bilo sodelovanje vedno zelo dobro. Ja, poleg tega, poleg čitalniške ponudbe, ni samo to, kar niso samo prireditve, ki jih nudi slovenska čitalnica, ampak v pravem pomenu besede imamo v Štajerski deželni knjižnici tudi en kup slovenskih knjig, tako za mladino, kakor tudi za odrasle, tudi filme so tam na razpolago. In v mestni knjižnici Cankelhof imamo tudi slovensko otroško literaturo. Ta knjižnica je nasproti šole Sankt Andrej, ki se ponudi tudi pouk slovenščine, tako da je to zelo korist, ker starši skočijo lahko v knjižnico in potem pa pridejo po otroka ali pa ga peljejo na pouk. Potem pa imamo še, kot rečeno, klub ima svojo ponudbo, ima Društvo avstrijsko-slovensko prijateljstvo, ima svojo ponudbo in potem pa so še različne druge organizacije, ki vedno več čezmejno delujejo, tako recimo izobraževalna ustanova Rechof ali pa povabijo tudi glasbenike iz Slovenije, ki potem nastopajo pri različnih, ne vem, jazzovskih festivalih ali pa pač v neslovenskem kontekstu, bi tako rekla, ne, ampak pač v svojem poklicu kot glasbenik, glasbenica in tudi na to radi potem opozarjamo v svoji okrožnici. Mislim, da je fajn, da take povezave tudi funkcionirajo brez nas in da je v ospredju tudi to, da so dobri umetniki, ki so pač zaradi tega povabljeni, ne zaradi tega, ker so Slovenci, ne.
Aktivna si tudi na političnem področju, sva na začetku omenili, in predvsem tvoje politično udejstvovanje je v prvem koraku življenja z odgovornostjo. Torej, višek političnega delovanja za Slovence na Štajerskem je bilo prav gotovo predsedovanje Svetu za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja na Dunaju. Kako osebno vodiš svoje življenje v vseh teh odgovornih vlogah? Kako ti to uspeva? Nam lahko zaupaš za naše poslušalke in tudi poslušalce tvoj poseben pristop pri vseh teh vlogah? Ja, že v šoli so menili, da sem ta prava kot predstavnica razreda, in če pogledam tako nazaj, ponavadi jaz sama ne bi nastopala, ampak so vedno bili drugi mnenja, da jaz to znam in obvladam. In moj pristop je, da sem odprta za vsa mnenja, da sem, morda za nekatere preveč kompromisna, ampak meni se zdi, da je vedno potrebno najti eno rešitev, ki vsakemu nekako pomaga in ki je en korak naprej in ne dva koraka nazaj. To je pač moj značaj, moj koncept, ne bi rekla, da je koncept. To je bolj tako po občutku, in tu na Štajerskem sem se že naučila in tega se ne da primerjati z Koroško ali pa tudi z Gradiščansko, ker je ena velika skupnost, ki skupaj drži tudi in ki ima neko moč od zunaj. Kot sem na začetku rekla, jaz osebno nikoli nisem doživela nekaj slabega zaradi svojega jezika. Ampak tu na mejnem prostoru, ko je bila potem sosednja Jugoslavija in je vsak, ki je slovensko govoril, bil že komunist, na vasi, kjer vsak ve, kaj kdo dela in kako govori, je pritisk veliko večji kot v mestu, kjer sem jaz doraščala. In zato je treba imeti razumevanje in tudi upoštevanje, da je jezik nekaj zelo intimnega, da svojo identiteto in to ne moreš od danes na jutri spremeniti in sploh s pritiskom ne. In pritisk so Slovenci na Štajerskem desetletja doživeli in dan danes pač vidimo posledice vsega tega. In jaz mislim, če želiš dobiti zaupanje teh ljudi, moraš pač biti odprt in počasi in jih ne prehitevati s svojimi idejami in željami. Na drugi strani pa mislim, da je potrebno tudi včasih nekdo od zunaj, ki pride z drugačnim pogledom pa nekaj spremeni ali postavi na noge, ker ljudi na samem mestu morda ne bi si izmislili ali pa ne bi prišli na to idejo. Tako sem tudi občutila, da je to tako rahlo čutno območje, če želiš narediti 10 korakov, res uničiš to, kar si do takrat dosegla. In morda iz tega vidika tudi bolj previdno nastopam, ampak tudi nimam za sabo eno takšno močno skupino, kot imajo koroške Slovence, recimo. Nemalokrat si, Suzi, edina dama na fotografijah, sem opazila, v popolnoma moškem političnem svetu. Kako si se našla na tem moškem parketu? Bila sem precej mlada, ko sem šla na prva takšna srečanja in še niti nisem imela svojega magistra. In nikoli nisem imela občutek do takrat, da bi bila kot ženska zapostavljena. Ampak takrat sem to potem že doživela, da so vsi ostali bili gospod doktor, gospod magister, jaz sem bila potem gospa Suzana in je trajalo kar nekaj časa, da bi jaz rekla, da so me nekako resno vzeli. Seveda na teh skupnih srečanjih je bilo vedno v ospredju koroška tema. To je bila glavna. Nisem mogla poročati o nekih krajevnih tablah na Štajerskem, o katastrofalni situaciji in v nekih sporih, ki jih imamo ves čas.
pač so bili te majhni koraki, ki sem jih prej omenila, da je bilo spet nekaj malega ali pa se neka tema vlekla, ampak ni se toliko dogajala kot na Koroškem in ni bilo tako politično vroče. Jaz sem tudi opazila, da sem se, če sem bila tako bolj naštimana, sem bila vedno tako urejena, ampak sem imela občutek, da me potem tudi bolj opazijo, ker se mi zdelo tudi idiotsko pravzaprav, ker sem jaz kot oseba tu, ne, in se spomnim, da sem tudi pri eni seji že dolgo tega, ampak ko je potem tajnica tako predsedujočega opozorila, da sem jaz tudi še tu, da bi jaz tudi še nekaj povedala. Ja. Lepo bi bilo, če bi bilo več žensk na tem odru in ja, upam, da jih bo v prihodnosti. Kako pa na drugi strani tega političnega udejstvovanja tvojega sama dojemaš, živiš in čutiš tvojo in pravzaprav tudi večjezičnost na Štajerskem? Kaj te tu najbolj fascinira? Fascinira me ta mešanica, ki jo imamo tu, da imaš nekaj Slovencev iz Slovenije, nekaj koroških Slovencev, pa pri teh Slovencih je še razlika, da pač so eni pač zdaj prišli, eni so v, ne vem, 50 letih, 60 letih prišli in morda je zdaj kakšna babica, ki si želi, da bi vnuk govoril slovensko in seveda tudi še naša avtohtona slovenska manjšina. To mi to kaže, da gre pravzaprav za jezik, da to tisto, kar nas povezuje, da je vse eno, ali je to avtohtoni Slovenec iz Radgone ali pa je to slovenski Slovenec iz Gornje Radgone, ki se je preselil sem. Jezik nas povezuje in tudi želja, da bi jezik uporabljali, ker Gradec je nemška okolica, večinoma se imam poprečno enih 150 jezikov v Gracu, ne, ampak in slovenščina je ena od teh, ampak drugače pa je seveda obvlada nemški jezik in je že težko ohraniti potem svoj drugi jezik v takšnem okolju in zato mislim, so tudi ta srečanja, prireditve pomembne, ne samo, da nemško govorečim pokažemo slovensko literaturo, kulturo, zgodovino, ampak da je to tudi priložnost se srečevati in uporabljati jezik in ga spet slišati. Kje vidiš svoje konkretno poslanstvo v tem skupnem prostoru Štajerske, ki ga na tem mestu ne bi omejili za državno mejo? Jaz vedno rečem, da so moje sanje in želje, da bi imeli neko jezikovno ravnotežje v tem obmejnem prostoru, da vsak zna jezik soseda do neke mere, ni važno, da je to odlični nivo, ampak da se vsi znajdemo, da ni potrebna neka angleščina vmes, ampak da lahko, da nekdo, ki živi, ne vem, v Cmuriku, gre čez mejo in govori slovensko in si naroči svojo kavo in si kupi svoje mleko, obratno pa tudi, in da tega ovrednotenja jezika, kateri jezik je več vreden, ker je dežela večja ali pa da nima smisla se učiti slovenščine, ker je Slovenija manjša, da bi se to ukinilo in da bi spoznali vrednote jezika v tej regiji. Vsak jezik je fajn, če se ga naučiš, samo seveda imam morda manj priložnosti govoriti, ne vem, nek jezik, azijski jezik, ko rečem, kot recimo slovenščino. Ja, in tako, da pride do nekega ravnotežja, da ni eno več vredno kot drugo in da je v šoli slovenščina prisotna ne samo kot prostovoljni predmet,
pri katerem pač ne pridejo prav daleč, ne, ampak res, da se učijo slovenščino v taki meri in če nekdo argumentira, ja, ampak je že težka slovenščina ali pa učenci tega ne marajo, jaz bi tudi takoj rekla, pustimo matematiko v šoli in bi jo takoj ukinila. Torej, mislim, da če argumentiramo tako, potem bi lahko marsikaj zreducirali iz šole. Ja, in to si želim, morda pa bom vse dosegla eno dvojezično ljudsko šolo. Suzana, prav gotovo v tvojih aktivnostih in dobre volji ne dvomimo. Zdaj smo pa pri prostem času. Kako preživljaš prosti čas? Vem, da veliko kuhaš, pečeš, tudi rože in narava te navdihujejo. Kaj te pri kuhanju najbolj inspirira, posebej pri manj klasičnih receptih, ki jih spremljamo, ki nam jih predstavljaš? Kje je tu tvoja inspiracija in tvoj navdih? Kuhanje mi je neka vrsta meditacije tudi, ker lahko odklopim svoje možgane, ker je ročno delo, ki ima nek začetek in nek zaključek in ne kot v delu v kulturnem domu, ko je toliko paralelnih del in takoj, ko zaključiš eno razstavo, si že v pripravah za drugo razstavo. Kaj me navdihuje za neklasične recepte? Ja, rada jem vse in sem radovedna in rada probam in tudi kakšen klasičen kolač mi je v veselje ali pa kakšna jed iz otroštva, ampak ja, probati, kot sem že prej rekla, biti odprt, nekaj probati in potem pa vidiš, kako ti je všeč ali ni všeč, ali ti tudi uspe pri receptih. Hvala, draga Suzi, za prijeten pogovor. Vsi smo dobili veliko informacije o tem kulturnem, predvsem pa jezikovnem življenju na Štajerskem in se ti za ta pogovor prav lepo zahvaljujem in ti želim še naprej veliko elana in čim več optimizma ter mogoče tudi rdeče šminke na moškem političnem parketu. Srečno. Hvala lepa. Slišali ste Katarino Vakovnik-Pajnič v pogovoru Suzane Vajtlana. Tokrat sledi oddaji kot bonus še kratek odlomek iz privatnega pogovora po snemanju intervjuja, ki se nam je zdel zelo poseben. V tem zanimivem tvojem opisovanju, Suzi, povedala, kdaj sem jaz tebe prvič srečala, če smem. Lahko. Ja, in sicer jaz sem študirala manjšinsko tematiko na univerzi v Ljubljani, na Filozofski fakulteti pri dr. Župančiču in sem raziskovala slovensko manjšino na Hrvaškem, to sem tudi magistra znanosti postala in sem bila na vseh sejah vedno v parlamentu v Ljubljani in tam si bila ti prvič, mislim, da je skoraj 22 let že mora biti od tega. In se te spomnim, kako si bila v bordo-rdečem, lepe lase, šminkana. In če sem se te zapomnila po več kot 22 letih, prav gotovo zapustiš. Glej, kako je ta mlada gospa, pa sami stari gospodje, tukaj razni doktori, ne? Poglej, in sem se te zapomnila, tako da vidiš. Super, hvala. Kako to pride po tolikih letih, že več kot 2 desetletjema se krog sklene, ne? Tako da čestitam. Hvala.